It's a good thing I came along. Pozdravljeni gledalci, pozdravljeni gledalke. Dobrodošli spet v drugi oddaji v Ringu s Čorčipom. Čas beži prehiter, dober mesec oziroma slab mesec se nismo videli. Cajt beži, vse veste, kako je decembra, vse gre ful hiter. In moja novoletna zaobljuba je ta, da vam bomo pripravljali več oddaj na mesec, kot smo jih do zdaj naredili. V Kranjski Gori se je spet dogajalo, pa poglejmo, kaj vse se je dogajalo. Za kulisijo smo se družili z Modrijani in pokazali so, da glasba ni njihov edini talent. Denis je v Kranjski Gori gostil člane svojega kluba borilnih veščin Samuraj in imeli so se super. Domačin Anže pa je pripravil odličen predbožični koncert, na katerega je povabil 5 glasbenih prijateljev. V studiu bomo gostili Ano Kersnik, ki je pred kratkim izdala knjigo Joga za nosečnice. In še pripravljamo presenečenje, za katerega še Denis ne ve. Glejte oddajo do konca. Spet jaz nekaj ne vem, ne? Joj, zakva. V glavnem, to mi ni prnoč všeč. Ampak dobro, videli ste, da se je dogajalo. Mi vam bomo to vse pokazali, kaj se vse dogajalo. Z mano v studiu je pa Ana Kersnik Švab. Pozdravljena, Ana. Pozdravljen, Denis, živijo. Ana je avtorica knjige Joga za nosečnice. Vi boste pa lahko potem poklicali v oddajo in postavili tudi kakšen vprašanje za našo Ano. Ana, živijo. Da mi povej, kako bi se predstavila v parih stavkih za tiste, ki te še pač ne poznajo? Ja, tisti, ki me še ne poznate, prihajam iz Kranjske Gore. Sem mednarodna inštruktorica za jogo, voditeljica pilatesa in aerobike, učiteljica plesa in plesavka. Super, evo, vse stranska. Z veliko športa se ukvarjaš oziroma z velikim vadbam. Povej mi, kaj te je pripeljalo do joge? Ja, v bistvu najprej sem pričela s plesom, potem nadaljevala nekje za aerobiko, kar kmalu sem pa prešla tudi na pilates in na jogo. V bistvu me je pa pot v Indijo sploh predvsem povezala z jogo in navdušila za poučevanje. Super, glih povedala si, da si bila v Indiji, potovala si veliko po svetu. Kje vse si bila in kaj vse si se naučila? Ja, kar ogromno sem potovala po svetu, vse od Portugalske, Španije do Amerike, seveda Hrvaška, Avstrija in druge države. Ja, v Indiji, na jugu Indije, v ašramu v Maduraju sem opravila to mednarodno licenco za jogo, s katero poučujem že kar skoraj 10 let bo. Gre hiter, ja. Tako da v bistvu se kar razvijajo stvari, ja. Super, zdaj pa povedati za naše gledalce, kaj je to ašram. Ja, ašram, v bistvu, to je neko jogijsko zatočišče, kjer se lahko majčkam bolj ljudje spoznajo s samim načinom joge, meditacijo, neko to vegetarijansko prehrano. Super. Da. To mogo jaz tja politi malo. Ja, res priporočam. Ja. Ana, k tebi se bo še vrnila. Tako smo povedali prej, meseca decembra se je začel dogajati v Kranjski Gori in tudi začetek decembra nekako se je zgodil dobrodelni oziroma koncert Miklavžev ples z Modrijani in mi smo tudi obiskali Modrijane in ne boste verjeli, fanti ne znajo sam pet, znajo marsikaj drugega še. Da si poglejmo. Dober večer, dragi gosti in gledalci oddaje v Ringu. Nahajamo se v backstageu, kjer se trenutno nahajajo Modrijani. In zdaj bomo prišli pogledati, kva delajo. Baje so pripravljeni za koncert, delajo sklece, trebušnjake, push-upe, delajo, fante so super. In še nekaj moram povedati, najbolj nezahtevni gostje oziroma najbolj nezahtevni nastopajoči v našem kraju, pa najbolj skromni. Gremo not. Mirno, fante!
super. Zgledate pripravljeni za koncert? Super, bravo. To bo minut. To je tvoja ženska, ja? Super. Ti si na masi? Super, definiraš? Ja. Bušne so? Ves čas, So. ja. Fajte, takole. Ta prava veselica, vi zmeraj nite dobro veselico. Ampak ta prava veselica, nite prava veselica, če se ne stepemo. A je tako? Je. Okej. Ti si prvi v vrsti, kar za tabo. Ale, gremo? Fantje, letos ste v roku pol leta že drugič v Zgornji Savski dolini. Je tako lušten tukaj pri nas? O ja. Prej smo vas pa 2 leti čakali. Se mi radi pridemo, potem se nas pa težko znebijo. Tako je pri nas. In v mesecu decembru je bil za obisk Modrijanov še prav poseben razlog. Dvorana Vitranc namreč praznuje 10. obletnico delovanja. Res smo lahko zelo zadovoljni, da smo dosegali oziroma da nam je uspel privabiti v dvorano Vitranc ob 10. obletnici toliko veliko obiskovalcev, kogar je ta dvorana še do zdaj nikoli ni imela. Tako da sem res zelo vesel, da se bo rajalo in plesalo do ranih jutranjih ur. Pa upam, da bomo potem obiskovalci tudi videli, da Kranjska Gora živi tudi potem skozi celo sezono zimsko, ne samo danes pa v mesecu decembru. Kranjska Gora je res zaživela. En izmed mnogih razlogov so tudi Modrijani. Mi se vedno potrudimo, da je žur. Zdaj nastopi ne trajajo samo 1 uro ali pa 2, ponovadi 6 ur, tako da danes bomo zagrali približno 2523 pesmi in dali vse od sebe. To je naše poslanstvo, vse drugega pa ne znamo. Evo, dragi gledalci, zdaj smo pričali, da Modrijani ne znajo samo peti pa igrati, ampak znajo tudi borilne veščine. Modrijani so, kot vsako leto, 3 dobrim možem v prazničnem mesecu obljubili nekaj prav posebnega. Recimo, da gremo takoj po nastopu domov. Mi še vedno, če končamo v 2, prijemo malo prepozno domov. Vedno se še zaklepetamo, pa pogovarjamo o zgodovini, o geografiji, pa o slovenščini, pa o teh rečeh. Taki, klepetulje smo. Ne le klepetulje, člani ansambla so pravi zabavljači in Denis se je prepričal, da znajo sodelovati tudi pri repanju. Fantje, dajte mi bit. Aha, je. Jaz smo Modrijani, vsi smo tukaj zbrani, vsi so že v strani, ker skupaj bomo repali v Vitranc dvorani. Solo. Se moram poreči, jo. Rečeš jo, ko zaključiš. Jo. Malo tako Jo! Gor pogled. Jo! To je to. Fantje, tako, zdaj ste v Kranjski Gori, to je moj teritorij. Če se vam kdaj kaj zgodi, če vam kdo kaj težil, sami mi povejte. Bomo skupaj laufali, okej? Super, že. A imate kakšno željo oziroma kakšne želje za gledalce? Vsi si želimo miru, pa predvsem miru, pa zdravja. Modrijani potrebujemo to, pa tudi to želimo vsem našim ljudem, ker pač če tega ni, potem tudi žurani in ni lepšega, kot da si v kondiciji, pa pri močeh, pa da potem preživiš kako lepo noč z muziko. Miklavžev ples Modrijani se je zavlekel v pozno noč in danes ni obiskovalca, ki ga ne bi zasrbeli prsti. Nocoj je druga rekla mi, ki se mi zamačenil. Nocoj je druga rekla mi, kaj? Vem, da bom te prebolel. Kdo bo zavriskal? Madonna je po festega, so se zavrtel, še vaš Weber se je zavrtel, te verjeli. V glavnem, Modrijani so super, to ste se lahko zdaj ogledali. Mi da se pa malo še vrnemo, Ana je še vedno z mano, k načinu zdravega življenja. Katere vadbe so tiste, ki jih ti vodiš? Ja, kot sem že omenila, jaz vodim aerobiko, pilates, jogo, potem pa še vse, kar pride vmes, vse te kombinacije. Super. Poučuješ starejše, mlajše, otroke? Ja, v bistvu poučujem starejše, otroke, kot si že omenil, in pa tudi vse, kar je vmes, moški, ženske. Super. Različna populacija. Ja. Nekako tako, kot jaz. Sej to je po mojem del, ki ga upravaš srcem, je zmeri fajn. Na katerih lokacijah
te lahko ljudje najdejo? Ja, na lokacijah v bistvu zdaj sem še na porodniški in uživam s svojim 10-mesečnim sinom Jakom, no, tako da imam malce manj vadb, drugače prej sem pa učila vse od Kranjske gore nekje do Ljubljane, kar sem fizično uspela, no, v enem dnevu opraviti in pa pač v enem tednu, tako da, ja. Super. Daj povej našim gledalcem, da ne bom skozi jaz sam tumbal, a ne? Zakaj je šport priporočljiv za vse ljudi? Ja, šport, v bistvu gibanje je zelo priporočljivo zato, da ohranjamo svojo kondicijo, s tem pa, da pazimo tudi na svoje zdravje. Seveda pa tudi ne moramo imeti tega, da pač poskrbimo za svojo postavo in ja, vse, kar pa še zraven. Tako. Evo, ko si glih omenila postavo, kaj pa prehrana? Kakšna je tvoja prehrana? Ja, moja prehrana je zelo raznolika, drugače sem pa vegetarijanka. Aha, super. Evo, Ana, tebi se še vrnemo. Kot Ana tudi jaz poučujem otroke in v mesecu decembru smo tudi mi organizirali prek mojega kluba KBV Samuraj en tak pidžama party in otroci so bili zelo zadovoljni, seveda s tem pa tudi zadovoljni mi in poglejmo se, kaj se je dogajalo. Enega izmed decembrskih vikendov si bodo še prav posebej zapomnili vsi otroci Denisovega kluba borilnih veščin Samuraj. V Vili Šumica so preživeli 2 dni. Pester program je vključeval sprehode v naravi, treninge borilnih veščin, igre brez meja, večerno druženje na pižama partiju, karaoke in še mnogo več. Denis pa tudi sicer preko Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje v počitniškem domu Vila Šumica in na drugih lokacijah po Sloveniji vodi treninge za osnovnošolske in socialno ogrožene otroke. Da si bodo najmlajši vikend v Kranjski gori zapomnili še nekaj časa, jih je Denis odpeljal tudi v alpsko vasico, kjer jih je obiskal Božiček. Ob snidanju so se zato vsi strinjali, da še ne bi šli domov in da se v Kranjsko goro zagotovo kmalu vrnejo. Za vse moje dame, fotrstrice, tete, mamice in mame, za fine gospodične v petkah in fancy oblekcah, hej, lepota ni vse, priklonimo se preprostim deketom, spoštovanjem do sebe in do drugih ljudi. Takle imamo mi, ne? Fan se imamo zmeri, no pa se mi vrnemo se nazaj k Ani. Ana, pred kratkem si izdala knjigo Joga za nosečnice. Povej mi, kaj vse vsebuje ta priročnik? Ja, res je, to je prvi jogijski priročnik, ki je namenjen posebej bodočim mamicam, nosečnicam v Sloveniji. Priročnik je zelo raznolik, vsebuje vse od telesnih položajev, vaj, do dihalnih tehnik, potem tehnike sproščanja, potem kaj se dogaja v bistvu z mamico in kaj z dojenčkom in kaj je takrat priporočljivo delati, da se malce spremlja razvoj. Noter so vključena tudi mnenja strokovnjakov, kot zdravstvenega področja, tudi z jogijskega, naprimer tudi ginekologinja, diplomirana babica in pa drugi. Tako da v bistvu je, da dobijo ženske neko celostno oziroma nek širok spektr, kaj lahko počnejo med nosečnostjo, da svojo nosečnost preživijo aktivno in varno. Super. Kako si omenila, verjetno je treba paziti, kateri nosečnice to izvajajo, pa da ne pride do kakšnih poškodb pa to, ne? Ja, tako je. Pred samo vadbo je potrebno, da se bodoče mamice pogovorijo z osebnim zdravnikom oziroma z ginekologom, ginekologinjo in šele na to se odločijo za tovrstno vadbo, tako kot velja tudi za ostale vadbe. Je pa pri jogi tako, jaz sem vključila tudi dihalne tehnike, ki so priporočljive za vse nosečnice. Priročnik je narejen tudi tako, da je lahko uporabljajo tiste, ki so začetnice in tudi tiste, ki so že napredne vadeče, ki so že prej se ukvarjale z jogo. Imam notri lestvico in sicer en znakec pomeni priporočljivo za vse nosečnice, lažje vaje, 5 znakov težje vaje, tako da v bistvu je tako. Je pa definitivno pa odsvetujem nosečnicam, ki imajo rizično nosečnost. Aha. Super, se pravi, jaz bi mogel biti zdaj noseč, če bi se hotel z jogo ukvarjati, kako?
Ne, ni teo tako, ne, kot sam tudi veš, ja. Kar se tiče meditacije in joge, je fino, no, da bi se vsi ukvarjali s tem. Pokombinirali z drugimi športi tudi tam. Tako, definitivno. Zdaj posebej, če nekdo izvaja zelo naporne, kako bi rekla, vadbe za telo, je fino, da to kombinira naprimer z jogo ali mogoče tudi s katerim malo manj intenzivnim športom, kjer se telo malce bolj razteza, oskrbi sklepe in malo bolj blagodejno vpliva na samo telo. Evo, ste slišali, kickbokseri, pa skakalci, pa futbaleri, pa to, ste vsi zakrčeni. Joga. Brez problema. V glavnem, Ana, poučuješ tudi jogo za mamice in dojenčke. Tako je, ja, kot sem že preomenila, no, sva s sinom Jakom kar aktivna, tako da zdaj poučujeva joga mami in dojenček. To je vadba, na kateri uživajo tako kot mamice, tudi dojenčki. Se medsebojno spoznamo, malce raztegnemo, malce predihamo telo. No. Super. Ana bo tudi podarila knjigo Jogo za nosečnice. Izžrebali bomo enega izmed vseh, ki boste iz mojega Facebooka delili link na YouTubu oziroma link iz YouTuba od te oddaje. Mi bomo pa izžrebali in tisti, ki rabite to knjigo, tudi če jo ne rabite, jo lahko dobite in jo date kemu, ki jo rapa, ne? Tako da mi gremo naprej. Prejšnji vikend se je tudi nekaj zelo zanimivega dogajalo. Glasbenik Anže, kot sem hotel prej že omeniti, na kva imamo mi vse v Kranjsgor. Imamo Ano, ki je izdala prvo knjigo v Sloveniji, sploh tak priročnik. Imamo Anžeta, ki se zelo trudi in prav o tem bomo zdaj govorili. Anže je sestavil oziroma organiziral koncert in povabil 5 glasbenikov. Eden izmed njih sem bil tudi jaz. Predstavili smo vse komade v Ljudskem domu, tako da poglejmo si, kaj se je dogajalo. Fanta, kako ste se počutila danes na domačem odru? Nina, s tima dvema navnočno. Ja, vidim, sta tako utrujena. Ne, bom kar s tabo kakšno rekla. Malo sta zmatrana, no. Ja, vidim. Ja, nista navajna. Ja, čist si jih zmatral? Ja, ne vem, jaz na odru, na odru je bil kar vse pod kontrolo, zadaj v backstageu je pa vse majhen razmetanje, jaz ne vem, kva so počeli. Ja, mene tudi malo skrbi, ker je par komadov zbitil vsem sam na odru. Ja, sej, lej, bojo jutri povedali, k se prideta. No. Ok, in že zdaj pa resno, koliko priprav je bilo potrebnih za ta koncert? Kdaj si se tega spomnil? Je bila to čisto tvoja ideja? So te drugi nagovarjali k temu? No, jaz že en lep čas pač sanjam o takih koncertih, ki so izven barov in tako, ki je treba noter spustiti ljudi, ki so res pripravljeni poslušati, sedeti, pa te pač trpeti na uro pa pol. Nekaj slučajno pridejo noter na pir, pa jim pa ti prej na glas špilaš, pa oni hočejo domov, pa bi se radi pogovarjali. Tako da ta želja je itak zmeraj bila nek v zadnji. Mislim si pa mislil, da bo Ljudski dom tako hitro stal, no, ker jaz sem imel osnovno idejo pač tako, da se bo Ljudskemu domu predstavila moja ta prva plata in tako naprej, ampak ki je pa tako hitro se postavil na noge, smo pa to izkoristili. Na odru pa ni bil sam. K sodelovanju je povabil 4 domače glasbenike in violinistko iz Cerknega, ki ga na nekaterih koncertih spremlja že nekaj časa. Anže pravi, da je bilo z vsemi pripravami veliko več dela, kot pa z vajami, ki so jih imeli z glasbeniki, saj so se uskladili zelo hitro. Sem počaščen, no, da so se tako odzvali, ker takrat, ko smo v bistvu 3 že dobili, smo se midva z Blažem Vebrom že zmenila kar za fiksen datum in pol, kar bo pa bo, tako da, ja, 5 odličnih glasbenikov. Denis, na domačem odru si bil po dolgem času, kakšni so občutki? To se ne da opisati z besedama, veš, to je nekaj posebenega, ker včasih nas niso spoštovali tako v domačem kraju, kot nas danes, veš, tako da to se je danes videlo, da smo nekako stopili skupaj. In tako sem šel naprej v tem življenju, naredil sem napake, ker sem moral biti prav. V tem življenju, naredil sem stvari, zaradi ker jih morate me pozdraviti. V tem življenju, vsak išče svojo pot v tem življenju, vsak se enkrat zmode v tem življenju.
Pravijo, da je največ treme zmeri takrat, ker si v domačem kraju, pa mogoče je tega malo res, ampak fajn, dober občutek, da te pridejo vsi domači gledati res. Kul je, kul dobro. Meni je bilo tu super, meni je Dita Kranjska Gora, ful lepo mesto in fajn je bilo, fajn ljudje in vse fajn. Anže je napovedal tudi svoj glasbeni prvenec, ki bi ga prav tako rad predstavil domači Kranjski Gori. In morda bo koncert v Ljudskem domu postal tradicionalen. No, tole me bo sigurno zdaj majhen ponesel gor, da jo predstavam. Tako da jaz računam, če bojo finančna sredstva to omogočala, da se bo to zgodilo nek sredine proti koncu tega prihajajočega leta. Torej, drugo leto za Božič predstavitev plošče. Ne, ta je malo kičasta, no, še zame, no. Ta je malo kičasta, ampak ja, drug let rečva enkrat, no. Za Božič ni najboljši termin za predstavitev plate, a ne, ker moraš... Malo pred Božičem, takole, čez eno leto. Ne, prej ti jaz govorim, mislim, podcenjuješ me, no. Sorry, ampak tako, da vse, da v res kičast. Ne, prej bomo to naredili. Če bomo naredili prej. Evo, takole smo se imeli mi fajn. Hvala vsem, ki ste prišli podpreti Anžeta in mene in vse ostale glasbenike. Hvala, ker ste delili na Facebooku. Res smo se imeli dobro. V glavnem studiu imamo pa še vedno Ano Kersnik Žvapa, ne? Prej sem zamešal, Blaž se je podobno pisal, kot ti. Ja. V glavnem, daj mi povej, Ana, a veš, glasbeniki, pa voditelji, pa športniki imajo dostikrat kot tremo pred nastopom, ne? A se da to umiriti oziroma olajšati s kakšnim vdihanjem ali pa ne vem, s kakšno vajo, z joge, kaj imam? Ja, v bistvu zelo krasna vaja je vaja Kapalabhati. Delala bo eno izmed verzij, ki je zelo dobra tudi za krepitev trebušne prepone, umirijo se misli, malo bolj se prediha telo. Tako da v bistvu daš kar roke na rebra. Bo kar naredila. A narediva to? Ja, dajva naredi. A se usedem na tla? A veš kaj, bova kar klele, a lotosov cvet narediš? Bova kar tukaj. Zdaj imam kabel, ki bo reč. Dava roke na rebra, zdaj pa vdih grejo rebra na razen, pa izdih stisneš rebra skupaj, pa trebuh navznoter. Vdih in izdih. Pa zdaj imamo vdih skozi nos, pa izdih skozi usta. Zdaj pa ti zapreš oči in te bom vodila. Ta dihanje je majhen bolj hitrejši. Vdih skozi nos in 3 izdihi skozi usta. Zgleda takole. In ko si pripravljen, najdeš svoj ritem, začneš vdih in izdihi. Kar nadaljuješ. S tem se telo napolni z novim čistim zrakom. In z izdihi dajemo v bistvu ta str zrak, ki zastaja v telesu, lepo ven iz telesa. A kdo točan, kaj hoče tele, ne? Dobar je noče. S tem se v bistvu umirijo misli, umiri telo in na ta način tudi vpliva. No. Samo moraš biti po mojem tako skoncentriran res na to vaje. Definitivno, ja. Ker jaz sem želel mislil, da kakšen kamera mene približal ta mazol na nosu, pa veš, pa sem rekel, da v glavnem, Ana, ful ti hvala. Ker si bila moja gostja. Daj še za konc, a bi kaj še povedala našim gledalcem? Ja, z veseljem. Zdaj, ko so ravno ti praznični dnevi in seveda sledi novo leto, bi vam rada zaželela čim lepše, čim bolj zdravo, uspešno novo leto, naj bo leto 2016 nepozabno in čarobno. Super, hvala. Ker je december, mesec obdarovanj, sem jaz tudi te pripravil en slasten, zdrav obrok, ki smo temu tudi malo zgorila in Proteini.si ti podajajo proteinski puding. Ja, hvala Denis in Proteini.si za tale puding. Super, hvala tebi. Mojim gostom oddaje, oziroma ne gostom, mojim gledalcem oddaje pa sporočam eno stvar, ker se vsi s tem obremenjujete.
Ni važno, kva jeste med Božičem pa Novim letom, važno je, kva jeste med Novim letom in Božičem. Tako da, bodite pridni, trenirajte. Iz kota mi sporočajo, da še nekaj imamo. Ja, jaz bi ful to delal. Ful bi sam skozi na odru stal pa snemal pa tako naprej. Skozi bi bil, da te vsi sam gledajo, ploskajo. Ja, ne, da gledajo, da ploskajo, da me čutijo, da me vidijo, a veš, ne, da me vidijo, ampak da me čutijo, razumeš, da vejo, kva hočem povedati, to ni sploh ni point, a veš. Dobro, se vem, da ženske gledajo mišice pa to, zato si včasih tudi zatlačen kakšen štumf ugate, a ne. Kaj nisi bil zgori, brat? Ne upam, nisem upal, veš, ker so bile tako, ne, zdaj pa ne. Sem se odločil, da ne. Je tebi naroden? Od danes, ker sem spet nastopil na Domačem odru. Veš, ko so me malo starejše gospe prišle gledati. Se je zdaj malo zmislil. No, Denis, tukaj pa je ekipa oddaje našla kar nekaj dokazov, da nisi sramežljiv in da svoje mišice še kako rad pokažeš. To je naše praznično darilo tebi. Pa srečno! Ne smeš še padeti na prelep obraz. Vem, da čutiš tako kot jaz, gledaš me na poželjiv način in točno veš, kaj si želim. Ampak ne, s tem vse bova uničila, sama v srce si bova nos zapičila. Raj uživiva še malo, ne premisliva dvakrat. Če to zdaj zajebava, nikoli ne bo isto. Če to zdaj zajebava, zgubila bova tisto. Evo, vidiš, take sodelavce imam, da me zmeri s kakšno stvarjo presenetijo. V glavnem, ni res, da se rad slačam, no. Je pa res, da me radi slačajo. Ne, zafrkavam se. V glavnem, najlepše imeti od vse ta prave prijatelje, te kdaj presenetijo, najlepše čutiti ljudi okrog sebe, da so res iskreni, tako da bodite prijazni drug do druga, trenirajte, bodite pridni, mi se pa vidimo čez 2 tedna, v glavnem. Kdaj imamo mi že naslednjo oddajo? 10. januarja. Imamo še eno oddajo v Ringu, tako da spremljite nas in se vidimo.